Zdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o nadaljevanju ženske, ki so v moški energiji. Kako se spraviti nazaj v žensko energijo in kako spodbuditi hormone, ki dejansko proizvajajo, ki so potrebni za ženske. V glavnem, pravilen naslov knjige, ko imajo moški hormoni žur, bi bil naprej, ko imajo moški hormoni žur v ženskem telesu. No, ko bo ponatis, bom dodala to. V glavnem, knjiga, ki vas bo naučila o tem, kako podpreti hormone in razumevanje hormonov in hranilnih snovi. To je prvi del. Drugi del, pisan za vse tiste, ki veste, da mogoče, zakaj se ženska je bolj v moški energiji kot v ženski. Okay. Eno je, da je primorana zaradi vsega. Ampak recimo, spomnim se ene družine. Njihova hčerka je bila še čist majčkena in ona se je igrala z avtomobilčki. In se spomnim, mi smo sedeli za mizo in njena mami razlaga je rekla, ne vem, kaj je z našo, pa ne bom imena omenila, z našo punčko, ampak ona ne mara barbik. Ona enostavno se igra z avtomobili. Se pravi, ona kot duša je očitno bolj v moški energiji. Vse to že veste takoj pri majhnem otroku. A ne? So punčke, ki so punčke in so punčke, ki so bolj v moški energiji, odločne in to se že takoj vidi. No, zdaj pa kaj se zgodi pri tej odločni punčki, ki zraste v dekle in potem odraslo žensko. Se pravi, če že načeloma ona kot moška duša se odločila, da pride izkusiti žensko obliko na ta svet, pomeni, da se uči biti v ženski energiji. Pogosto zaznamuje energija staršev dejansko otroka. To je eno od vzrokov lahko, zakaj je nekdo bolj v določeni energiji. V zbirki Anastazija sem prebrala, da babica, ki je pri porodu, to je prvi človek, ki se dotakne tega dojenčka, zaznamuje tega dojenčka za celo življenje. Zdaj pa pomislite, kaj pa mama, ki dejansko pričakuje svojega otroka in je otrok prepojen z njenimi čustvi, s hormoni, s koktejlom. Se pravi, dejansko mama v pričakovanju, če je v nekem pričakovanju, da 100% bo, ne vem, fantek, mogoče s tem vpliva na določene hormone pri otroku. In druga zadeva, ravno tako oče. Se rodi deklica, pričakovali so fanta. In tako, še eno babo. Ja. To je v bistvu energetsko, se enostavno vtis naredi gor. No, in zdaj taka duša se pol mora spraviti v žensko zadevo, v žensko energijo, da to vse skupaj funkcionira. Se pravi, za vse tiste, ki imate kakšno stvar za počistiti glede podzavesti in verjemite mi, ga ni junaka, ker nima kakšno stvar za počistiti. To je druga polovica knjige, ko imajo moški hormoni žur. Prva polovica je pa tehnična. In danes bomo govorili o tehničnih zadevah. Se pravi, ženska, ki ve, da je preveč v moški energiji, ki ve, da ima težave s poraščenostjo, da ima avtoimuna obolenja, da ima policistične jajčnike, da ima pač več moških hormonov, da ima mogoče, da je imela težave z nositvijo in tako naprej. Kaj mora narediti, da se ji tvori več ženskih hormonov, ker te ženski hormoni ji bojo pomagali pri spolnih hormonih, da se ovulacija uredi, da se tudi telo preoblikuje. Se pravi, moramo razumeti hranilne snovi, ker telo je najprej tehnično. Prva zadeva, kar moramo razumeti. Hormoni nastajajo, so topni v maščobi, ampak nastajajo iz aminokislin. In ključna aminokislina pri hormonskem delovanju, se pravi od rasnega do spolnih hormonov, do hormona sreče, je aminokislina triptofan. Triptofan, zdaj mogoče mnogi veste veliko o triptofanu. Rečete, to je pa sestavina za hormon sreče, to je pa čokolada. Drži, pa ne drži. Temna čokolada vsebuje aminokislino
triptofan. In iz te aminokisline potem nastaja hormon sreče in triptofan, poglejte, vpliva na delovanje epifize. Tvori melatonin, spalni hormon, tvori serotonin, hormon sreče, tvori rastni hormon. Zdaj pa zakaj je tako pomembno, da imate vi dovolj triptofana? Zaradi tega, ker deluje na delovanje epifize. Epifiza je pa komandant hormonskega stanja. Se pravi, epifiza je tukaj v možganih. Se pravi, če vam manjka aminokisline triptofan, enostavno se hormoni ne, komandant nima hrane in vi se počutite tako zmedeni. Poleg tega pa morate razumeti, da recimo, da je to osnovna sestavina vitamina B3. Vitamin B3 je pa ključen vitamin za kraljevsko počutje, poleg tega za psihično počutje, za razstrupljanje. In zdaj, če gremo pogledati vitamin B3, glejte, čisto preprost je, ko pridemo do zaključka, jaz rabim vitamine, da nahranim moje hormone, čakajte, vam bom takoj povedala, se pravi vitamin B2, B3. Se pravi, vitamin B3 pripomore k kraljevskemu počutju in proizvaja energijo v celicah, vpliva na možgane in na živčni sistem, deluje na spanje, razpoloženje, presnovo ogljikovih hidratov in komur ga manjka, nima razstrupljanja, se pravi, mu smrdi iz ust, ima zadah, ima spremembe na koži, ima oslabljene mišice, nespečnost, občutek potrtosti, pogoste glavobole, migrene, razdražljivost, temačne misli. Se pravi, vitamin B3. Zdaj pa človek reče, jaz rabim triptofan, rabim vitamin B3. Jaz to rabim zaradi tega, da se spravim v hormonsko ravnovesje. Tudi tiste dame, ki vas mena meče sem in tja, mogoče vam pa manjka teh dveh stvari, se pravi, prvo triptofana, iz triptofana se dela vitamin B3. In zdaj poglejmo, kje vi to dobite. Se pravi, če jeste jogurt in rečete, pa se jaz jem jogurt, pa tudi skuto jem, pa tudi kakšen avokado pojem, ja, pa tudi kakšno špinačo pojem vsakih 14 dni, ja, pa tudi kakšno jajce na teden pojem. Vsi to jemo, ampak kje se zatakne? Zatakne se tam, ko prvo lahko, da dovolj pojeste, imate pomanjkanje kisline v želodcu, druga zadeva, lahko imate pomanjkanje prebavnih encimov in se hrana ne razgradi na manjše delce, ker moramo razumeti, glejte, vi pojeste recimo krasno ribo. In če vam manjka želodčne kisline, se riba ne more razgraditi v želodcu na manjše dele na aminokislino. In druga zadeva, če vam manjka prebavnih encimov, se dejansko te aminokisline enostavno ni nič z njimi. Enostavno grejo v WC školjko. Ker zdaj, če gremo nazaj na triptofan, zdaj vas mogoče že zanima, kje to dobite. Shake pa Pro-Vitality Plus. Točno ta kombinacija je točno zato, da spravite hormone skupaj. No, zdaj pa poglejmo naprej. Aminokislina triptofan. Opozorilni znaki, takrat, ko vam manjka triptofana, ste depresivni, imate nespečnost, občutek ohromelosti, nerazložljiva napetost, občutek vznemirjenosti, tak nemir v telesu, migrenske glavobolje, povečana občutljivost telesa na bolečino in občutek popolne sesutosti. No, pa rečemo, ja, vse je normalno, je pomlad, rečemo pomladanska utrujenost. Je jesen, rečemo, pa se je ta temačni november, pa se je normalno. Ni normalno. Normalno je, da vam telo sporoča, tako rdeča lučka sveti, hej, manjka ti aminokislin, manjka ti B vitamina, da je že nekaj ukren. In glejte, vemo, da avto funkcionira nekaj časa in kot rdeča lučka ti jo lahko spregledaš, slej ko prej bo avto crknil. No, ko nam sveti rdeča lučka, mi lahko brez problema to spregledamo in teramo dalje, dokler nas nekaj ne ustavi. In zdaj ta nekaj je včasih bolezen, včasih kakšna nesreča, pač enostavno reče, duša, zdaj pa dost, ustav se. Zdaj, če pogledamo naprej to aminokislino triptofan, se pravi pršut, puran,
špinača. Veste kaj, jaz ne verjamem v to, da je vegetarijanska hrana zdrava hrana. Ne verjamem v to. Zato, ker vitamin B12, ki ga potrebujemo za dobro delovanje od hormonskega stanja, no pojmo zdaj še na vitamin B12 pogledati. Kaj se zgodi, ko vam manjka vitamina B12, se pravi nekdo, ki ne je nič živalskega, kaj se zgodi? Je slabokrvn, v družini imajo demenco, pozabljivost, slabša koncentracija, šumenje v ušesih, motnje vida, drhtenje, omotačnost, pekoč občutek v končinah, potem nenehna razdražljivost, depresija, za slabokrvnost sem rekla, zmedenost, psihoze, težave z ravnotežjem, uhajanje vode, motnje erekcije, težave s prostato, težave s plodnostjo, sivenje las, izpadanje las. Se pravi, vitamin B12. Ja, nekdo, ki je mlad, je lahko samo živčen pa mozoljast. Mu manjka vitamina B12, mu manjka aminokislin, mu manjka vitamin B3 in rečemo, ja, pač v puberteti je. Ne, rdeča lučka sveti. Vi imate mogoče 50 let in rečete, mena me daje, toliko sem utrujena, toliko sem slabovoljna. Rdeča lučka ti svet, hormoni delajo po svoje in, a veste, kolikokrat rečem ljudem, recimo me gospa kliče pa reče, veste, jaz imam 25 kil preveč in res ne vem, kako bom shujšala, rečem, gospa, vi ste podhranjeni. Ne, a ne razumete, jaz sem prehranjena, jaz preveč pojem. Ja, vitaminsko podhranjena in potem nič ne funkcionira. Se pravi, mi, če želimo hormone spraviti v ravnovesje, potrebujemo nujno aminokisline in vitamine. Poleg tega pa potrebujemo tudi, se pravi, cink je za vezavo hormonov, je nujno potreben, pa potrebujemo tudi magnezij za presnovo v celici, pa potrebujemo dobre maščobe, kot sem že prej rekla. Hormoni so topni v maščobah. No, zdaj, da vam razložim čisto na preprost način, kaj vzamete. Pač včasih v tem norem svetu si pametno pomagati s prehranskimi dopolnili. Se pravi, Pro-Vitality Plus, noter so od prebavnih encimov do vitamina A, ki deluje na vid, D na odpornost, E za prekrvavitev, na lepo kožo deluje, K na pravilno starevanje krvi, C deluje na to je komandant vseh hormonov, vseh presnovnih procesov. Komplet vsi B vitamini so noter, od B1, B2, B3, pač vsi vitamini skupine B, potem imate pa noter selen, bakar, cink, železo, molibden, krom, jod. Recimo krom je mineral, če ga imate premalo, ste neprestano lačni in predvsem se vam sprošča želja po sladkem. Poleg tega imate noter omega 3, poleg tega imate zaščitne snovi noter, karotenoid kompleks in olja, ki odprejo celično membrano. Poleg tega pa šejk. Zdaj pa zakaj šejk? Pa bi človek rekel, ja, pa se tukaj tudi noter A vitamin, pa D, pa jaz to rabim, če so tukaj vitamini, pa tukaj vitamini. Ja. Nekdo, ki je podhranjen, verjemite mi, da rabi. In zdaj kaj naredite? Tukaj noter so vrečke in lahko naredite na ta način. Pol vrečke, zdaj vam nalečem iz škatle, pol vrečke zmešate zjutraj, pol zvečer. Ali zvečer celo vrečko namesto večerje. In vam povem, vi se boste tako dobro počutili. Prva sprememba, spali boste. To je prva zadeva. Ko boste spali, se bodo tvorili procesi obnove, se pravi rastni hormon, hormon melatonin, vsi ti hormoni, hormon DHEA, ki ti stopi maščobo na trebuhu. Ta kombinacija je točno za hormon DHEA, iz tega hormona se tvorijo spolni hormoni. Pač nujno potrebno. Dejstvo je, da včasih, ko vidite, da imate že težave in vi lahko greste na razne meritve, ne vem česa. Telo je zemljevid. No, naj vam nekaj povem. Leta nazaj sem jaz šla na eno meritev stanja mojega telesa, neka ruska metoda. In preko nekih točk
se je skaniral moj telo in sem dobila diagnozo. In ta diagnoza oziroma stanje mojega telesa se je pokazalo tako, da nagnjena sem slabokrvnosti. Sem rekla, pa saj to jaz vem. Pač že celo življenje, če ne bi nekaj delala v tej smeri, pač bi bila slabokrvna. Kaj se je še pokazalo? Pač vse tisto, kar sem vedela. In sem rekla, dala sem krepko čez 100 evrov za pregled in na koncu koncev so mi povedali to, kar sem že vedela. In sem prišla do zaključka, da je bolje, da jaz pogledam moje telo in moje telo mi bo povedalo, kje sem. No, zdaj pa kaj naredite? Vzamete v roke knjigo, ko imajo dušežur ali pa recimo hormone. In tukaj noter sem pisala, sploh v dušah, tukaj noter je razpredelnica. Recimo, imate mastne lase in to pomeni, da vam manjka vitaminov skupine B. Nasplošno se vam takoj zamastijo B vitamin. In tukaj je sicer dopolnilo, vsak dan pojejte eno jajce, ter iz jedilnika črtajte belo moko, slaščice, kruh in testenine. Tukaj bi morala dodati in dodajte formulo 4 in shake. Tako, zeliščna podpora, tinktura iz koprivinih korenin. Se pravi, to vam lahko pomaga pri tem, da si delate tinkturo. Potem pa naprej, čustveni vzrok, jeza nase. Strah me je sprememb. In lahko preverite z mišičnim testom, če imate mogoče podzavestni program. Življenje je težko. Strah me je sprememb, jezna sem nase. Se pravi, to pa naredite z mišičnim testom. Življenje se mi zdi pretežko. Ne, pač se zmorem. Se tudi vi zmorete, veste. In lahko si naprej ponavljate afirmacijo. Dovoljujem si iti s tokom življenja. Zaupam procesu. Zavedam se, da sem popolnoma varna tukaj in zdaj. Mene vodi Božja sila. Verjamem, da mi Bog odpira pot tam, kjer jo jaz ne vidim. In pa čim več pozitivnih misli. Zdaj pa pojdimo na začetek zgodbe. Komur manjka hormonov oziroma triptofana in vitamina B3, ima črne misli. Ne more misliti pozitivno. On lahko si 1000krat prebere tole. Dovoljujem si biti jaz. Pa mu reče glas, a daj no, komaj si živa. Komaj folgaš. In naprej. Vse, kar mi ne služi več, naj odide na miren in ljubeč način. Jaz komaj diham. Pač tako deluje noter v naših možganih. Pa če pogledamo naprej, neprijeten telesni vonj. Pomanjkanje vitamina B12, cinka in probiotikov, to je na strani 104 v dušah. Se pravi, pod prvo vam manjka aminokislina glutamin. Glutamin je sestavina za glutation. Glutation je snov, ki razstruplja telo. Kako to zadevo sestavite skupaj? To je, nekaj piše v hormončkih, nekaj piše tle noter, v glavnem moški hormoni. In pojdimo zdaj pogledati tole glutaminska kislina. No, to recimo, če pogledam glutamin, glutaminska kislina, dobite to v korenčku, pa pistacijah, čija semenih in vsa beljakovinska hrana. Pa smo spet tam, kdor ne je mesa, kje bo dobil to glutaminsko kislino? Jo ne dobi. In ta glutaminska kislina povečuje mišično moč in pospešuje razstrupljanje. In brez te aminokisline strupi ostajajo v telesu in vi smrdite kot star sod. Pač tako je. Se pravi, neprijeten telesni vonj, težava je v razstrupljanju, se pravi, uporabite bučna semena, kvas, jajca, kefir, seveda tudi zeleno lahko. In težave izvirajo iz jeter, predvsem pa zaradi tega, ker ni te glutaminske kisline, strupi ostajajo v telesu. No, zdaj pa poglejmo naprej. Imate gnile misli. Ja, zato ker ti strupi ostajajo v telesu, a ne? Potreba po premlevanju bolečih spominov. To pa prav izraz. Shirin-yoku je gozdna kopel v japonščini. Se pravi, za vse tiste, ki želite pospešiti razstrupljanje, so dokazali, da če greste v gozd vsak dan po 15 minut,
se naužijete energije gozda in s tem se lažje razstrupljate. Tako, se lažje razstrupljate. Poleg tega, če imate pa gnile misli, to je pa tuji izraz, se pa imenuje ruminacija, se pravi, imaš nekaj, en rum imaš noter v glavi, se pravi, to je potreba potem, da premlevaš boleče spomine. In potem preverimo z mišičnim testom. Sama sebi se gabim, sovražim se. V svoji duši nosim prepričanje, da iz mene ne bo nič. V sebi imam mnenje, da sem izguba. Tukaj noter v bistvu izgleda, da je neka energija in je res čas, da začnete imeti sebe bolj radi, da poskrbite za sebe, da podprete svoje fizično telo. Je tukaj res ta izboljšana formula Pro-Vitality Plus, ki je res neverjetna. In kaj še? Ja, kakšna pozitivna misel, da vidimo. Kaj nam stvarstvo sporoča? Zdaj, če ste gledali ta video od tukaj, da vidim zate, ki tole poslušaš, kaj je ta trenutek res pomembno. Spusti, naredi korak naprej. Kakšno meditacijo naredi, no pa da vidimo, kaj je še pomembno. Čas je, da v svojem srcu začneš nositi milino, ki se bo začela izražati preko tvojih oči in tvojega obraza. Dovoli, da cela tvoja bit začenja izražati milino. Čas je za tvojo milino. In koga odreš stran, solarni pleksus. Dovoli sebi, da greš s tokom življenja. Ko je solarni pleksus obremenjen, to učim v moji šoli, odločila sem se, da bom imela odprte prijave. Se pravi, vsak se lahko prijavi kadarkoli, posnetki bojo na voljo. Se nam pridruži, v živo bomo do junija, se pravi vsak teden. Tudi potem bo lahko nekdo si pač vzel ta program in bo pač koristil ta znanja. Tako da v glavnem, tako sem se odločila, tako da če vas pokliče, da naredite korak naprej in da imate občutek, da se vaša zavest res dviga na višji nivo. Glejte, pejte sistematsko čistiti svojo podzavest. Toliko imamo vsi za predelati, verjemite mi, da če mislite, da ste že nekaj predelali, verjemite mi, da je še ogromno za predelati. Ja, veste, zdaj se dejansko čistijo zadeve, ker prej ni bilo niti orodij. Iz preteklih življenj imamo vsi tako nesnago, po družinskem delu imamo toliko za predelati. Ja, čas je res, da kakšno stvar počistimo. Tako da, lepo se imejte in ne pozabite, vse se začne vedno z ljubeznijo do sebe. Uživajte!